da bi jo špricala. Pa ti nisi normalna, no. Bele snežinke, čist nobene šprica, veš. Ja, sej, to ni šolski predmet, ti nisi čist noč vprašan, pa nobenih testov ne pišeš. Ja, ja pa, ni šans, da sploh ne veš, koliko imamo dobrot tule na mizi. Kako je tole dobro. Res ni šanse, da pijem zeleno kavo. Ja, pa še letos je z nejcom vodba, veš. Ja, Klementine ni več, čak je zdaj na likovni pedagoški. Ja, ona je bila res klasa. Tak kar pozitivni si rad, ko si bil zraven nje. Ja, lej, ja, sej veš, da se dan vsi neki pritožujejo, skozi pa jamrajo, pa tak se ne moreš pomagati. Ja, to imaš pa prav, ja. Ja, lej, takle se bom zmenila. Ko bom jaz tule konc, mislim, ko bo fertik bela snežinka, te pokličem, ja, se čujeva. Ok, ja, ti se tudi pa imej. Adijo. Kak je že ura? Pa kje hodi ta nejc? Ta človek kar neki sanja, tako mali otrok. Kaj naj zdaj naredim? Ja, neč ga vmes kar poklicala, si še dobro, da imam telefon. Če ne bo res on zamudil, ko je glih toliko zmeden, poj se bo pa prav prijazno nasmejal, pa rekel, pardon, se upravičujem. Sam pomalek, pa čist neč ne bo. No, da ja se že nejc. To je pa res, mislim, kaj to pomeni, da se mi ne zdaj na telefon na oglasi, pa kaj je v nezavesti? Koliko je že ura? Ta človek je res neodgovoren. Tako mali otrok, pa tak je že velik. Mislim, še huj, ško da bi v vrtec hodil, ne pa v 4. letni gimnazije in to umetniške. Ja, kak mu bom povedla, ko ga vidim. Sam to je pa res čudno, ne zdaj še enkrat bom poklicala. Pa zakaj se zdaj ne javi? Če on ima pa res skozi telefon pri sebi. Ko spi ima telefon zraven, še ko se gre tuširat, ga po mojem zraven nese. Kaj mi zdaj naredim? Ja, neč bom Gašperja hit poklicala. On je tak pošlihten človek, pa vedno ve, kaj narediti. Ja, zdravo Gašper, veš, kaj te kličem? Kaj? Kaj praviš? A da ne veš, ja. Pa dej Gašper, dej nekaj se zafrkavati, no tole ni smešen. Kje je nejc? A si ga kje slučajno videl? Ja pa kakir nejc, no koliko jih pa poznaš? Ja naš nejc drev, ne? Ja ne, pa sej, kaj misliš, da ga nisem poklicala? Pa sej dvakrat sem ga klicala, sem če sem model na oglas. Ja pa kak, poslušaj, kaj ti kaj veš, kje bi se laj zataknil ali pa kaj? Lej, ti tudi ne veš, lej, noben ne ve, kje je. Ne vem, kaj me nazivlja. Lej, pa sej nekak boš. Ja, kje pa si ti drugač? A ja, malo boš zamudil, ja, ni panike, lej. Sej, mogoče bo malo gužve za sedeti, sam sej ziher, kdo plač para. Ja, lej, če pa vidiš, kje nejca, pa mu reč, naj se mi takoj tule kaže pred očmi. Ali pa da se raj sploh ne. Ja, no, lej, okej, lej, se vidimo. Okej, dio. Kaj naj zdaj naredim? Kaj naj čakam tega človeka? Ja, nič, bomo kar začeli pa naprej, kaž. Sam hice, še malo zrkam, samo se gledam. Spoštovani gospod ravnatelj, pomočnika, profesorji, dragi dijaki umetniške gimnazije, voščim vam lep dober dan. V letu, ki se izteka, smo veliko govorili o kulturni dediščini in njenem pomenu za obstoj vsakega naroda. Rekli smo, da je narod kot drevo, ki se s kulturno dediščino kot s koreninami pripenja na svoj prostor,
svoj dom, domovino. Kulturna dediščina je torej tisto najbolj žlahtno, kar nam zapustijo predniki, da bi mi dodali svoj delež, nato pa to predali svojim zanamcem, da bi naše drevo še dolgo raslo in se razvijalo. Kulturna dediščina torej povezuje ljudi več generacij. Tako kot naša bela snežinka, ki tudi povezuje učitelje in dijake umetniške gimnazije že 15 let. To že zdavnaj ni več le popevka, ki jo slišimo na radiju, ko pečemo božične piškote, ali pa v trgovini, ko kupujemo še zadnja novoletna darilca in v nas vedno prebudi prijetne spomine na tole risalnico in druženje. Tudi pa na mizo, pod katero se vsako leto, kar je polna dobrot. Torej, vsako leto pa imamo tudi bolj ali manj resničljive želje, ki smo jih zapisali zase, za sošolce in profesorje. Skratka, postala je nekaj prepoznavno našega. Pa kje je ta neco? Ker verjamem, da si tudi za leto, ki prihaja, želite marsikaj, predlagam, da kar prisluhnemo, kaj je to. Za dobro energijo pa najprej točka, ki so jo pripravili naši najmlajši umetniki. Izvolite, oder je vaš. Želim si, da bi se v novem letu začelo obdobje veselja, sreče in rasti. Da bi v šolskem parku rasel mandarinovec. Da bi bilo na busu, s katerim se vozim v šolo, več prostih sedežev. Da bi imeli pouk pod zemljo. Da bi imela dovolj časa, da bi se
naučila risati kratke animacije. Da bi kdaj organizirali tudi ekskurzijo na Mars. Da bi vsak dan lahko jedla borovničev štrudl. Štrudl? Zavitek se reče. Kdo ne ve, da je tole javni govorni nastop? Da bi imeli na šoli šolskega psa. Da bi slišala neko glasbeno skupino v živo. No, ko boste povedali, katero, se pa lahko pogovarjamo. Želim si obilnejšo malico in več kondicije za hojo po šolskih stopnicah. Več spanja, saj so moji podočnjaki vsak dan večji. Apartma na Luni in kitajske rezance. Da bi imeli v šoli že enkrat dvigalo. Da bi imeli umetniki vsak mesec prost dan za druženje. Da bi lahko dihala pod vodo brez pripomočkov. Da bi nam povišali štipendije, saj so kavice drage. Da bi si malo izboljšala samopodobo in postala zgovornejša. Da bi bil šolski zvonec dovolj glasen, da bi ga slišali vsi profesori. Da bi se pospešila prenova šolskega podstrešja. Da bi lahko posvojila pingvina in da bi v Sloveniji odprli rezervat za želve. Da bi izumili nevidne plonkce. Da bi na GCC izvedli požarno vajo. Želim si 20 fantov. Da bi letos za božič padale z neba cimetove palčke. Da bi profesori večkrat zapeli z nami. Želim si levo. Želim si rožnato kapo z zelenimi cofki. Želim si, da bi na drevju rasli bomboni. Da bi profesori večkrat stavkali, da bi lahko mi večkrat ostali doma. Da bi v stari pekarni znižali cene. Da bi nam profesor Uranjek pokazal angelski nasmeh. Da bi prihajajoče leto našla svojo ljubezen. Da bi bila GCC pritlična šola. Da bi imela takšno pričesko kot profesorica Ana Pečnik. Da bi enkrat v življenju pisala test pri fiziki odlično. Da bi v letu 2019 odkrila, da imam neverjeten talent za balet. Da noben dan v tednu ne bi začeli s prvo uro v najvišjem nadstropju. Da bi imeli na beli snežinki tudi vročo čokolado. Belo. Zakaj si ne smem z tega zaželela? Da bi na šoli predpisali za vse dijake in profesorje roza copate wings. Da bi imela opremo za tetoviranje in še en piercing v nosu. Da vlaki slovenske železnice ne bi toliko zamujali. Da bi med vsakim odmorom pel Justin Bieber. Da naravoslovni predmeti ne bi bili takšna znanstvena fantastika. Da v uri športne vzgoje ne bi imeli puka v najvišjem nadstropju. Da bi nam Tomaž razkril skrivnost svojih las. Da bi profesorica Poglajen začela razlikovati med mojimi velikimi in malimi s-ji, ko pišem Slovenci. Da bi dobila električno kitaro. Da kajuhovci ne bi veljali za elito. Da bi profesori verjeli, da se ne moram naučiti 10 strani v enem dnevu, če si že 17 let ne moram zapomniti, katero stikalo je za hodnik in katero za kopalnico. Da bi mi postalo jasno, kdaj in kje v življenju bo morala znati, da je 7 minus 2x enako nič. Da bi me kdo vpisal na GCC Tinder. Da bi mi malo postalo jasno, kaj si želim študirati. Da bi napisala odlično pesem. Da bi risala z oljnimi barvami, ker sem se akrilnih naveličala. Da bi si upala peti pred ljudmi, ne le v svoji sobi. No, tisti, ki je avtor te želje, lahko pride in zapoje. Da bi mi uspelo opraviti izpit za avto v prvem poskusu. Da bi mi urbanisti pustili postaviti vilo v obliki mačke. Da bi imela v denarnici na bančnem računu malo bolj optimistično stanje. Da bi fant prišel v Celje samo zaradi mene in bi me počakal pred šolo. Da bi naslednje leto našla dovolj visokega plesalca za maturantski čas. Da bi znala nadzirati svoje sanje. Da bi se naučila pravilno uporabljati avtomobilsko sklopko. Da bi živela zares razborljivo življenje. Da bi zrasla za 10 cm. Da bi se vsako jutro ob stopu v šolo na mojih nogah čudežno pojavili copati. Da bi me obsedel talent za pisanje spisov. Da bi nas Mr. Ash večkrat učil angleščino. Da bi bila matura prijazna teta s cukri. Da bi na testih za fiziko znala napisati še kaj več kot le ime in priimek. Da bi imeli med fiziko pri profesorju Uranjeku tudi v 4. letniku, samo da ne bi bili ocenjeni.
Da bi mi obrvi rasle v pravilnem loku. Moje vse 3 želje letos so, da bi imela pri maturi dovolj točk za vpis na želano fakulteto. Da bi sošolci vedeli, da nekaterim vse ne pade v naročje naravnost z neba. Da me zardevanje ne bi tolikokrat izdalo. Da bi prišel v naš razred kakšen fant. Da bi živela v starem Egiptu in bi me častili kot boginjo mač. Da bi matura 2019 odpadla. Da bi se imela med praznikom tako lepo, kot še nikoli doslej. Priznam, da so vaše želje zelo zanimive. Mogoče se pa kakšna res uresniči, kaj se ve. Ampak naši najmlajši umetniki so za nas pripravili še eno točko. Ja, kaj je rekla? Nič ni rekla. Kaj?
čist mrtvo hladnje rekla, da ji pokaž, če imaš boljši telefon, ko ona. Pa ne. In ti si ga dal, ali kaj? Ja, kaj sladi. Lej, ne vem, kaj naj ti rečem. Ja, mali si tudi sam kriv. Dobro, veš, ne, da se vidi, če uporabljaš telefon med poukom, pa ni važno, če se čez glavo pokriješ. Ja, lej, sam kdaj ti ga bo povrnala? Kaj ti ga bo vrnala pred počitnicami? Ja, sam kaj pa, če ti ga ne bo? Kako boš pa bolj cele počitnice brez telefona? Čakaj, ja. Ja, lej, sej, zrihtaj se bo že nekak, sej se je še zmeri. Kaj praviš? Da bi reč dobil šus pa v korko, da si brez telefona? Ja, pa kdaj boš pa ta šus popravljal, če je že skor konferenca? Ja, pa kak ga boš sploh popravljal? Lej, ne vem, kaj naj ti rečem. Lej, mislim pa, se bo popustila, lej, tudi ona. Ja, lej, se njena jeza ima tudi rok trajanja. Ja, sicer je res, da je lahko malo daljši, ampak, ja, lej, ni važen, ker te bom jaz vrgla iz kože, če se takoj tule ne namalaš. A si me slišal? Takoj zdole. Lej, nimam več časa, nec, takoj, da si tukaj. Adijo. Naše bele snežinke so vedno izdale trofilsko glasbenih točk, ki jih pripravijo dijaki. In zdajle se mi zdi ravno pravi čas za eno. Dijaki drugih letnikov odrevaš. Pozdravljeni otroci, a ste za pravljico? V redu, začnimo. Nekoč, pred davnimi časi, z 7 gorami in 9 podani, je živela princeska po imenu Elza. Imela je posebno moč, ki je omogočila obvladovanje snega, ledu in mraza. Njeni starši so ugotovili, da svojih moči ne more nadzirati, zato so ji prepovedali shode in druženje s sestrico Ano. Ko sta njena starša v viharni noči izgubila življenje, je prestol nasledila Elza. Ko je izvedela, da se je njena sestra zaročila z mladim Hansom, je po nesreči razkrila svoje moči. Ljudstvo jo je zato razglasilo za pošast, v kraljestvu pa je zavladal mraz. Princesa Elza se je zatekla v visoke gore, kjer si je lahko ustvarila svoje kraljestvo, ne da bi kdo očital njene moči. Like she's the queen. Oh, the wind is howling
princesa Elza je svoje moči nekoč morala skrivati pred svetom, končno odrasla v svobodno kraljico. Tole je bilo zelo lepo, tako da lahko nadaljujemo. No, končno, pa kaj ja, kje sta? Kje sta bila? Ja, kje sta zdaj bila? Na kavi ali pred vrati risanice? Na kavi pred vrati risanice. Gašper, do tega trenutka sem mislila, da si vsaj ti resen človek. Sam se nekam hitbejšta bila. Hitno, sam nismo še končali, tole mi bo še plačala. Glejte, takle mamo, potem pa bodi resen. Ampak mi se ne bomo pustili motiti in poglejmo, kaj želite v letu 2019 sošolcem. Gabi želim, da se čim prej integrira v zimsko okolje in da čim prej najde svojega princa na belem konju. Maruši želim, da bi uspela odpreti studio za tetoviranje in luknjanje ljudi. Maruši želim, da uspe v svojem poklicu, saj se že pošteno veselim svojega radiatorja. Takole si pa jaz predstavljam natriatisem. Katarini želim še veliko uspešnih treningov karateja, a brez poškodb prstov. Neži želim veliko železa v krvi. Nejcu želim veliko poguma pri maturi. Ani in Katarini želim, da ne bi dobili revma. Prijateljicam želim, da bi bile še naprej tako dobre prijateljice. No, zdaj nam je pa res jasno, kdo je kdo. Gašpiru želim, da se mu posreči postati slaven in bogat. Klari želim, da bi še koga tako osrečila, kot je mene, ko mi je povedala svoje geslo za Netflix. Maši želim, da bi se naučila rolkati in bi s tem očarala kakšnega skaterboarda. Lani želim, da bi še naprej ostala takšna češnica. Češnica, kako prisrčno. Ani želim, da bi v letu 2019 uspela hoditi spat pred polnočjo. Evi, Klari, Maši, Maruši in Lani želim lepo ekskurzijo na Nizozemsko. Tini želim veliko uspeha, predvsem pa sreče pri tiskanju grafik. Katarini želim, da bi dobila lamo. Lamo? Ampak one pluvajo, ne? To si lahko želi žival, ki pluva. Emi želim, da bi dobila telefon z baterijo, ki se ne bi nikoli izpraznila. Sošolki želim, da bi imela nove trepalnice. Nelu želim, da bi zveza z novo punco trajala čim dlje. Zali želim, da ji ne bi zmanjkalo denarja za obleke in omare. Maji želim srečo pri iskanju ljubezni. Svoji najboljši prijateljici želim, da bi jo opazil fant s treninga. Ja, čudovito! Glavno, da je spet jasno, kdo je kdo. Arijani želim več samozavesti, ker je zelo nadarjena. Orhideji želim, da uživa še pol leta v Rusiji in da njeno znanje slovenskega jezika ne usahne. Neži želim prekrasen prvi poljub z dolgolasim fantom. Svenu želim, da bi mu uspelo očarati njegovo simpatijo. Patrici želim, da bi izdala knjigo 50 odtenkov šole, ki jo imam dovolj. Jani želim, da bi bila čim bolj zdrava. Lauri želim visokega fanta. Svojemu bivšemu fantu želim, da bi spoznal, kaj je izgubil in bi mu bilo žal. Maju želim, da bi dobil punco, prej kot veverica iz ledene dobe lešvi. Klari želim, da bi jo našel pravi mačkon. Ne bi bankrotirali. Maji B želim, da bi jo naposled njena simpatija le uslišala. Dali Zoe želim, da postane najboljša kendamarka na svetu. Katarini želim, da opravi šolo vožnje brez žrtev. Svojemu fantu želim, da bi mu uspelo narediti stojo na eni roki.
od ti kriza kakšne želje, a z drugo bi te pa božjo ali kaj. Zani želim še veliko ugodnih ponudb v Triftu. Arijani želim življenje. Ani želim, da bi me končno imela rada. A ne želim čim večjo kmetijo in srečno življenje. Nasti želim, da bi uspela posneti kak dober film. Sošolcem želim puding, banane in dobro spanje. Sošolcem želim, da se vdajo v sodo in začnejo brati domače branja. Da bi v razredu čim manj prijeli obuti v čevlje. Lari želim, da jo pred vsakim matematičnim testom obišče duh Andreja P. Škrabe in jo oblije z matematičnim znanjem. Roku želim, da bi ga kon ne vrgal na tla. Vsem dijakov vozačem želim, da bi se njihovi avtobusi na poti v šolo čim večkrat pokvarili. Razredni sniperki piškotov Oreo želim čim več teh piškotov. Vsaki sošolki želim 10 fantov. Vsem tutorjem prvega I želim veliko zdravja. Lizi želim, da si najde sugar daddyja. Sošolcem želim, da uživa med počitnicami, ker v šoli je to bolj težko. Vsem dijakom umetniške gimnazije želim, da bi se v šoli počutili kot v Luna Parku. Katarini želim, da zmanjša svojo kolekcijo rdečih šmink. Kim želim, da bi spoznala skupino BTS. Zali želim, da ne bi več izgubljala izdelkov in telefonov. Sošolcem želim, da ne bi nikoli pozabili, da smo na svetu zato, da si pomagamo in da jim ne bi bilo nikoli nerodno prositi za pomoč, če bi jo potrebovali. No, vsaj prva je prijazna misel. Vsem dijakom na umetniški gimnaziji želim veliko lepih in prijetnih belih snežink. In še zadnja želja. Vsem sošolcem in drugim dijakom umetniške gimnazije želim 1 leto sreče, 12 mesecev zdravja, 53 tednov ljubezni in 365 dni veselja. Upam, da se vse lepo, kar ste komu zaželeli, tudi uresniči. K temu pa dodajmo še malo glasbe oziroma petja.
tiste želje, želim si, to je že bilo? Ja, takrat, ko sta bila z Gašperjem pred vrati stalnica na kavi. To je zdaj že mim. Nič ni mim, dej sam hit, povej, kaj bi rad. Ja, ti si ti kaj že želela? O ja, da bi bil ti tu in bi mi pomagal, tako sva se zmenila. Dej, no. Se pravi, to je zdaj že mim. Jaz sem eno drugo vprašal, eno željo. Kako željo? Ja, tako eno zelo veliko željo. Ja, povedal bi jo rad, ali kaj? Ja. Lej, dam ti možnost, ampak, če boš ti tudi meni spolno eno željo. No prav, res si da želiš karkoli. Karkoli bom želela. Karkoli. No, v redu, sej glave Janeza Krstnika na srebrnem pladnju tako ne bom zahtevala. Torej, povej mi svojo veliko željo. Jaz bi imel pa nazaj svoj telefon. Pa, kaj si ne moreš kaj druga zaželeti, veš, to ni čisto v mojih rokah, to si me malo zadrego spravil. Ja, ampak rekla. Človek mora držati besedo. Aha, in ti to zelo dobro obvladaš. Lej, potrudila se bom, ampak, če nam boš eno zapel. No, ne vem, mislim. Ja ali ne, lej, nimamo veliko časa. Pa ja, no, se ti vam pomagal si. No, okej. Ja, kar zdaj. Zdaj? Ja, lej, ali pa ne bo telefona. No, okej. Lej, ali pa to. No, okej. Zdaj pa sam povej še, kaj boš zapel. Ja, bomo kar eno angliško. Ja, sam, to ne bo dovolj, da dobiš telefon, zdaj vsaj še eno slovensko. Okej, sam bomo pa kar skupaj. Pridi. Kaj? No, gremo. Gašper. Gremo.
bi najti nazaj svoj telefon? Kako za obljubo? Ja, kakšno neki? Da ne boš več telefoniral pri slovenščini. Ja, potem se več pa ni zmenila. Ne, sam pišalca ti ga, jaz vzamem. Sej to ni res, koliko je z enimi ljudmi dela. Ampak mi gremo naprej. In na vrsti so želje profesorja. Profesorjem želim. Profesorici Turnšek. Poglej to katastrofo. Dijaki ne znajo napisati besedo Turnšek. Turnšek se reče drugačno. Profesorici Turnšek torej želim veliko oddih, ko bomo odšli. Čim manj stresa zaradi naših izostankov. Čim manj sivi glas. Da bi njen nov razred bolj stal za svojimi izjavami. Profesorju Uraniku želim, da bi mu uspelo naučiti dijake, da masa in teža nista ena in isto. Da bi uspešno vodil umetniško gimnazijo. Da bi se veliko smejal. Da bo še dolgo ostal naš heroj super poti. Da bi imel v naslednjem letu še več oboževalk. Veliko lepih zmenkov s puncami z Tinderja. Profesorici Lajler želim, da čim prej najde smisla. Da je ne bi zmanjkalo dobre volje. Da bo z nami na maturantskem izletu preživela najlepše trenutke svojega življenja, ki se jih bo spominjala tudi pri 80 letih, ko bo pozabila že vse drugo. Profesorici Lužar želim, da bi v letu 2019 malo ublažila kriterije ocenjevanja. Profesorici Komadina želim, da bi enako uživala v vseh oddelkih, v katerih poučuje. Da se najde kakšen kavalir, ki bo ponudil stol in skuhal čaj. Profesorici Bračun želim, da odlično napiše svojo diplomsko nalogo. Razredničarki profesorici Pečnik sporočamo, da imamo radi in ji želimo v naslednjem letu čim manj stresa. Profesorici Pristovšek želim, da bi uspela v svetu hip-hopa in da bi objavila še veliko zanimivih posnetkov na Instagramu. Profesorici Poglajn želim, da se ne bi tako vznemirala zaradi polpismenih ljudi, ki imajo težave z materjo, čerjo, magistralom, finalom in vilicami in se ne morejo zapomniti, da temu pač ni tako, pardon, da je to pač tako. Želim jih tudi, da bi bila še naprej nasmejana. Profesorju Zevniku želim, da si kupi strgane hlače in sam ugotovi, zakaj so popularne. Profesorici Lukić želim, da ne bi izgubila potrpežljivosti z nami. Smo pač bolj umetnice kot športnice. Profesorju Preložniku želim še veliko uspešnih nastopov z DPZ. Profesorici Rak želim, da bi obdržala lep feed na Instagramu. Profesorici Špegel-Berni želim čim več potrpljenja pri poučevanju umetnikov. In da bi nas vzljubila. Profesorici Grobelnik želim veliko sreče. Gospe Bergan želim veliko družino. Profesorici Šmit želim še naprej dober vid, da bo opazila vse naše napake pri načrtovanju. Profesorici Polimat želim, da bo v novem letu čim manjkrat zaparkirala svoje kolege. Profesorici Barnič želim, da bi ostal tako zabaven še naprej, saj pri športni zares uživa. Profesorici Zdolšek želim, da daj malo odmislila računanje in se morda posveti meditaciji. In da ne obupa nad nami. Profesorici Tratenšek želim, da bi bila še tako naprej tako dobra z dijaki. Profesorjem želimo višji prag tolerance. Da bi zaradi nas čim manj seveli. Da bi verili, da zmoremo vse, če tudi se na prvi pogled ne zdi vedno tako. Da bi začutili organsko potrebo po dajanju lepih ocen. Da ne bi bili tako obremenjeni z našim uspehom. Da bi v novem letu čim manj spraševali.
da bi vas zaradi nas čim manjkrat bolela glava. Da bi se med sabo dobro razumeli. In bi nas imeli radi še naprej. Da bi imeli višje plače in več prostih dni. Da bi čim večkrat pozabili priti na prvo ali zadnjo uro pouka. Želimo jim zasnežen in ne preveč mrzel božič. Toplo ognjišče in smeh v očeh. Naj vsaka zvezda izpolni željo, Vsaka snežinka pa nariše na smeh v prazničnih dneh. profesorju Deleji pa želimo, da ostane naš ravnatelj, saj brez njega GCC ne bi bila enostavno drugačna. Vse izrečene želje pričajo, da bo tudi profesorjem letu 2019 še naprej lepo na umetniški gimnaziji. Dragi dijaki, spoštovani gospod ravnatelj in profesori, leto 2018 se počasi izteka, 2019 pa že prihaja. Potem sem prepričana z bogato ponudbo možnosti za bogatitev znanja, širjenja obzorja, zabave, smeha, vsega prijaznega in lepega, ter drobnih, simpatičnih lumparij, ki so prav tako nujen sestavni del srednješolskega življenja. Iskreno upam in si želim, da nam bo uspelo od njega sprejeti vse dobro in žlahtno, kar nam bo ponudilo, ob letu pa se spet zbrati v tej naši risalnici na naši beli snežinki. Vsem iz srca želim srečno in lepo novo leto in vas vabim, da skupaj zapojemo, nato pa oropamo tole mizo vseh njenih dobrot. Dirigent, gospod Uranjak,